Ker je trenutno karantena, mi je bilo nekega dne ful dolg čas. Tako da sem prišel na idejo, kaj če bi nekoga narisal? Ampak nisem vedel, koga da narišem, zato sem se odločil, da grem na Instagram in oseba, ki je zadnja objavila sliko, jo bom narisal. V mojem primeru je bila to Nika Zorjan, zato sem šel na njen profil, malo poskrolal in najdel sliko, katera mi odgovarja, da bi jo narisal. Vzel sem list papirja in svinčnike in se spravil na risanje. In pozdravljeni, jojo, what's up? Moje ime je Eriks in dobrodošli na Džungla YouTube kanal. Kot ste že videli po naslovu, bomo v tem videu risali portret Nike Zorjan, ampak malo na drugačen način, kot ste vajeni vi. Tokrat bomo risali portret z nogami. Še pred samim začetkom tega videa, pa followajte Džungla na Instagramu tu, se subscribite na Džungla YouTube kanal in pišite v komentarje, koga bi želeli, da rišem naslednjič. In če ta video pride do 2435 lajkov, bom risal osebo, katera bo največkrat napisana v komentarjih. Tako da, lajkajte ta video. Tukaj imamo zdaj list papirja in svinčnike, tako da zdaj gremo lahko začeti z risanjem. Ok, najprej sem narahlo na papir skiciral obliko glave in kje bi mogla biti oči, nos in usta, da mi bo potem lažje bilo naprej risati. V nadaljevanju tega videa pa boste poslušali moj voiceover, kako sem jaz začel risati in celotno zgodbo. V glavnem, jaz sem rad risal že od nekdaj, že od majhnih nog, z 3. letom sem narisal prvo sliko. Seveda so bile to takrat krice, krace, ampak takrat se je tudi razvila ta moja želja po risanju in po ustvarjanju. In takrat me je mama s 3. letom peljala na slikarske delavnice slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami v Cankarjev dom. Tam sem prvič videl slikarje, ki rišejo z nogami in to me je ful fasciniralo. Tako sem ja z letom risal vse več in več in vedno znova sem hodil na te različne delavnice. In tako sem s 7. letom postal član njihovega društva slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami. In z 11. letom sem pa postal uradno njihov štipendist. Na začetku sem večinoma risal igračke oziroma tisto, čim sem se trenutno igral, kar sem gledal po televiziji, se pravi risanke, različne figurice, oziroma včasih sem tudi risal neke kraje iz moje domišljije ali pa neke fantazijske figure, ki v bistvu, ko danes pogledam te slike, niti ne vem, kaj predstavljajo, ampak takrat je bilo to meni ful zanimivo. Tako sem tudi dojel, da me risanje sprošča, da ima moja domišljija prosto pot, da grem lahko svojo domišljijo v neke čist druge svete, ki sploh ni meja, in da lahko tudi svoje čustva na papir spraviš. Danes raje rišem portrete, kot lahko vidite v tem videu, rad tudi slikam naravo ali pa živali. In v bistvu med slikanjem uporabljam različne tehnike, se pravi včasih rišem z svinčnikom, večinoma z oljnimi barvami ali pa z akrilom, včasih so tudi pasteli ali pa flomastri, v glavnem vsakeč probam neko novo tehniko in pol vidim, kaj mi najbolj odgovarja. V glavnem, to je bila moja zgodba o risanju oziroma slikanju, tako da zdaj uživajte v nadaljevanju tega videa ob muziki in počakajte do konca videa, da boste videli, kak je rezultat. In evo ga, to je bilo to od tega videa, končni izdelek bi izpel tak. In pišite v komentarje, če vam je všeč risba oziroma kako bi dali vi oceno od 1 do 10. In zdaj sem dobil še eno idejo, in sicer, da bi to sliko poslal Niki Zorjan in bi videli njeno reakcijo, če je njej slika všeč oziroma kaj ona pravi. Tako da, jaz bom zdaj poslal to sliko in njeno reakcijo bom pustil zdaj. Živijo sem skupaj, iz Džungle smo poslali en video, ker baje ima Erik eno presenečenje zame. In zdaj bom jaz prvič to vse skupaj pogledala, pa da vidimo, kaj je pripravil. Jojo, Nika, v novem videu za Džungla kanal sem narisal tvoj portret in sicer z nogami. Tako da upam, da ti je portret všeč in pa da sem te vsaj malo zadev. To bo predvsem sama. Oh my god, stari, svaka čast. Jaz ne vem, zakaj ti te stvari ne prodajaš, mislim.
Včasih mi je, da si se lotil mene narisati, vrhunsko si me zadev in to z nogami, vsaka ti čast. Zdaj sem pa jaz tebi nekaj dolžna, ne vem, napiši mi, magar ti kaj zapojem, vsaka čast. Hvala ti. Kot ste videli, je bila Niki risba ful všeč, tako da hvala ti Nika za pohvalo in da, mogoče bom pa res začel prodajati svoje slike. Kaj pravite pa vi? Upam, da ste uživali v tem videu. Če vam je bila risba všeč, pustite en velik like na tem videu in komentirajte pod video, če vam je bila risba všeč. Tudi subscribite na Džungla YouTube kanal. Tukaj je prejšnji video, tukaj pa video, ki vam ga ja priporočam. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde bok in peace!